Punce, vsem se je že kdaj zgodilo, da pridemo domov in moramo biti spet čez pol ure, 1 uro, glavno hiter, nekje drugje. Nimamo veliko časa, nimamo časa za nov make-up, za podtuš, pa še za nekaj za pojest. Tako da, danes ti pokažemo v tem videu, kako se na hitro osvežiti, oziroma kako na hitro s parimi koraki, ki ti ne bojo vzeli več kot 5 minut, torej osvežiti videz, make-up videz in noben ne bo vedel, da pravzaprav nisi ga na novo ustvarila, razen tebe. Kar se meni največkrat naredi po parih urah make-upa, je, da se trapalnice vtisnejo na veko in je pol tako rata črn zmazek. V sredini ustnice mi največkrat naredi črta od šminke. Na samem obrazu sta pa dve stvari, ki mene najbolj zmotita, in sicer prva je to, da se začnem svetiti po določenih predelih, ponavadi je to čelo, nos in pa lica, in pa, da v bistvu moja podlaga ni več tako enakomerno nanešena, ampak je že malo v bistvu se pokaže kaka napakica na koži. Tako da, prva stvar, ki jo bomo naredile, je, da bomo vzela to črto od šminke dol. To jaz največkrat naredim kar z micelarno vodico pa eno vatko in nežno odstranjam svojih ust ostanke in pa tudi to črto na sredini, ki ni nič kaj seksi in je nočemo tam, tako da go away. Druga stvar je, da obrišem torej ta prenos maskare na moje veke, direkt pod obrvi. In tudi drobček ne laže, torej maskara se je preslikala gor. Na svoje usta bom dala malo vlažilenega lip balma in potem gremo v akcijo. Koža je na vrsti. Prvo stvar, ki jo jaz rada naredim, je, da vzamem gobico, jo malo zmočem in kar jaz rada naredim, je, da začnem tapkati po svoji koži, po podlagi. S to potezo poskrbim tudi, da nikjer na nobenem mestu obraza nimam preveč podlage, ampak res ta enakomeren nanos, ki ga želim. Tako. Naslednji korak je nanos korektorja, z njim bom v sekundi poživela svoj videz, zgledala bolj sveža, bolj zbujena in pa tudi potapkam torej ta najbolj problematično področje na našem obrazu, ki je ravno pod očmi ponavad, v večini primerov. Tako da nanesem malo produkta in ga z gobico zatapkam. Naslednji korak je mast, sploh kar se tiče mastne kože. Vzela boš suh puder, lahko je v prahu ali pa kompakten, čisto vse. Pograbila ga bom kar z gobico in kar bom naredila je, ne rabiš veliko produkta spet, malo pritisnila, torej najprej na korektor, da ga zavarujem, in potem enakomerno potapkala še na ostalih delih obraza. Super, to smo naredile, zdaj pa našemu obrazu manjka čist malo barve, tako da vzamem blush iz paletke od Essensa, Blush Play. Tale mi je padla na tla, tako da en manjka. S čopičem ga pograbam in v bistvu spet ne pretiravam, čist nežen nanos po ličkih, zato da, ker blush v bistvu naredi tak svež videz. Osvetljevalci je eden od produktov, ki bo definitivno poskrbel, da bo tvoj videz izgledal svež in pa tak, kakor da si ga ravnokar naredila. Jaz bom uporabila danes od Alverdeta osvetljevalc, ki je fantastičen. Gre za tekoč osvetljevalc, nanesem ga takole, da parkrat potapkam na vrh svojih ličenc in potem preprosto uporabim svoje prste, zato da ga zatapkam v kožo. Hitrco lahko pobrišeš še enkrat po vekah s takimi nevtralnimi barvami, zato da vrneš malo dimenzije svojim mučkom. In fajn je tudi, ker ti ne bo vzel preveč časa. Sam še na usta nekaj nanesemo in smo totalno osvežene. In ker seveda časa za umivanje las sploh nimamo in če si v taki situaciji, da so tvoji lasje mastni, potem ti priporočam en super suhi šampon. Ta je nova zadeva od Schwarzkopfa Got to Be. Gre za brown izdajo, torej tak, ki bo fajn za temnolaske, ker seveda nočem nobenih belih sledi, zato si kaj ne zafrknem tik pred zdajci. Bom vzela točno tega
in z njim osvežila tudi svoje lase. In kot vidiš, sploh ne pušča sledi, kar je pri drugih šamponih, sploh pri nas temnolaskah, ful pomemben, a ne? Nočemo imeti belih lis. In svežino svojemu telesu vrneš z enim super poletnim parfumom. Moj najljubši je od Giorgio Armani San di Gioia. Sigurno nisem prav izgovorila, ampak to je ta zlata izdaja, tak seksi, povsem svež. In zdaj še, ko dišimo tako kot cvetke, smo ready, da gremo prenovljene, lepše, bolj sveže v svet in upam, da tudi naslednjič, ko se te mudi, preizkusiš te kratke, enostavne korake in upam, da delujejo tudi pri tebi. To je vse za danes, ne se pozabiti naročiti tukaj na kanal, zate imam tudi eno malenkost in sicer so mi poslale moje punce iz Sweet Plans, ki delajo čudovite rokovnike, vse 4 rokovnike nove, ki jih najdeš na Sweet Plans, da vam jih pokažem. To je za novo akademsko leto, torej s septembrom spet začnejo veljati in enega od teh novih plenerčkov podarim tudi eni od Dafnic. Vse, kar moraš v bistvu narediti, je, da si naročnica na kanal in tista, ki bo zbrana, si bo lahko tudi enega od teh luštnih 4 plenerčkov tudi zbrala. Tako da, nič te ne stane, če klikneš sem, v naslednjem videu izberem eno in eden od teh lepotcev bo tvoj. Me punce se gledamo v naslednjem videu, uživajte v poletju in do naslednjič. Čau!